Živijo, danes bom pa govoril o enem problemu, ki ga dostikrat srečam tudi v vsakdanji praksi in tudi v privat življenju, v fitnesu. Kolegi me dostikrat sprašujejo bolečine v zapestju. Tudi fitnes populacija je zelo obremenjena z zapestjem. Zapestja pokajo, zapestja bolijo. Tudi jaz v ambulantah sem že dobil paciente iz fitnesov, delal sem rentgene, magnete, ultrazvoke, pač bolečina v zapestju. Kaj je lahko vzrok, lahko je preobremenitev, lahko pride do kakšne poškodbe na tega vezi, ligamentov, lahko se tudi hrustanec poškoduje. Velikokrat v fitnes populaciji pride do nastanka gangliona zaradi obremenitev. To smo že govorili, poglejte si naš prejšnji posnetek, ko smo govorili o ganglionu, to je pač oteklina, najpogosteje na zgornjem delu zapestja. In če imamo te bolečine v zapestju, smo pri vadbi seveda zelo omejeni. Kje jaz vidim problem? Pri bench pressu, če imate ta prijem, predvsem hiperekstenzija zapestja dela probleme. Če imate ta položaj zapestja, se pravi, če držite bench pri bench pressu, potisku z prstmi, ta položaj, namesto tega potem pri vadbi za triceps in pa tudi pri sklecih. Tako da si bomo zdaj pogledali en pripomoček, ki vam bo lahko to težavo omilil, tako da boste imeli manj bolečin pri izvajanju sklec, če imate težave z zapestjem. Ko izvajamo sklece, ima večina od nas položaj zapestja v tej poziciji, se pravi, to je izteg zapestja in seveda, ko pač pod silo teže vašega telesa izvajamo skleco, lahko, če imate bolečine v zapestjih, se pojavijo bolečine v tem predelu. Če imate kakšen ganglion, nateg vezi, je lahko ta vaja zelo problematična in zelo boleča. Tukaj imamo zdaj pripomoček za izvajanje sklec. Ta pripomoček je zelo ugoden, če imate bolečine v zapestjih. S tem se izognemo tej hiperekstenzijski položaju samega zapestja. Vidite, da je zapestje v praktično nevtralnem položaju, mogoče v manjši ekstenziji. S tem se razbremeni zgornji del zapestja, če so kakšne otekline, ganglioni, bolečine, in boste lažje izvajali samo vajo, to so skleci. Tako da bi vam ta pripomoček toplo priporočal, če imate kakšnekoli težave z zapestjem, bolečine, poškodbe, slabšo gibljivost, tudi to je pomemben faktor, ker če že tako ne morete iti v večjo ekstenzijo zapestja, tako da dajte probati, pa boste videli.